Na prvem oktobrskem plenarnem zasedanju bomo poslanci z Evropsko komisijo razpravljali tudi o implementaciji uredbe REMIT in proračunu za leto 2014 za agencijo ACER. Zakaj gre? V Evropi smo se odločili, da bomo imeli notranji trg z energijo na področju elektrike in plina do sredine naslednjega leta. Pri tem je ključna oziroma osrednja vloga Agencije za energijo ACER, to je tista evropska agencija, ki ima svoj sedež v Ljubljani. Ta agencija ne le koordinira akcije in ukrepe med državami članicami, ampak tudi pripravlja pravila in standarde, ki veljajo na energetskih trgih, hkrati pa bo morala v prihodnosti, ko bo trg zaživel, tudi spremljati, kaj se na trgu dogaja, analizirati tržne tokove in tudi preprečevati torej nepravilnosti in zlorabe informacij. Ko bo namreč analizirala, kaj se na trgu dogaja, bo določene sumljive podatke posredovala nacionalnim organom, ti pa bodo morali ukrepati. In to zadnje, o čemer govorim, določa uredba REMIT, ki jo mora agencija implementirati v letih 2012, 2013 in 2014. V tem obdobju je morala izbrati opremo, to je zahtevna oprema, ki jo bo za to potrebovala. Zato potrebuje seveda denar in pa zaposliti mora tudi seveda nove strokovnjake, ki bodo vzpostavili to opremo in ki bodo potem tudi kasneje analizirali podatke, zbrane podatke. Proračun leta 2012 je ustrezal zahtevam za implementacijo, proračun iz letošnjega leta pa že ne več. Del denarja, ki ga agencija potrebuje, je bil obljubljen, vendar pa ni bil še izvršen. Del osebja pa je agencija že dobila. No, problem pa je leto 2014, kajti v proračunu za naslednje leto ni predvidenih prav nič na novo zaposlenih ljudi, ki bi izvrševali te naloge, in prav to leto je bistveno, kajti agencija bi potrebovala 35 zaposlenih, ki bi analizirali ogromno število podatkov, ki jih bo sistem zbiral. Hkrati pa je tudi proračun bistveno nižji od potrebnega in ogroža nakup opreme v celoti. Naslednji teden bomo zato razpravljali z Evropsko komisijo o tem, ali Evropska komisija ima sploh narejeno analizo, kaj pomeni takšen znižan proračun za notranji trg, kaj pomeni za izvajanje notranjega trga, kakšen vpliv bo to imelo, in zanimalo nas bo tudi, na kakšnih osnovah je Evropska komisija ta proračun pripravila. Moje mnenje je, da je z denarjem treba ravnati učinkovito in modro. Moramo povedati, kje režemo, kje pa ne smemo rezati finančnih sredstev. Če smo se odločili za notranji trg, ga moramo tudi izvesti. In vso zakonodajo, ki je že bila sprejeta na evropskem nivoju, moramo tudi izvajati. Evropska unija mora torej izvesti nalogo, da spremlja, kaj se na trgu elektrike in plina dogaja, da naredi osnovno analizo podatkov, da jih filtrira in da potem sporoča, v katere primere naj nacionalni upravni organi natančneje proučijo. Kajti nacionalni upravni organi zato nimajo dovolj sredstev in dogovorjeno je bilo in sprejeto na evropskem nivoju, da se to dogaja v agenciji ACER. Če bomo odobrili le nekoliko denarja, potem bo imela agencija ACER neko bazo podatkov, vendar pa ne ljudi za analizo. Še huje bo, če ne bo niti denarja, niti ustreznih ljudi, potem bomo imeli trg elektrike in plina z pravili, a brez pravega nadzora nad izvrševanjem teh pravil. In v tem primeru potrošnik ne bo zaščiten in to je izredno slabo za evropskega potrošnika. Naj na koncu omenim, da evropski proračun ni samo evropski problem, ampak je to
problem tudi nacionalne politike, kajti nacionalne politike so oklestile ta proračun in sedaj imamo seveda tudi tako velike probleme s tem, kje naj režemo, kje naj naredimo reze in kako bodo ti vplivali na izvajanje evropskih politik.